Dajva pogledati, Branko, kaj praviš, čez 10 let bomo živeli boljš ali slabš? Ne, že zaradi tehnološkega napredka bomo živeli boljše. Absolutno. Okay. Ja, zdaj pa kako se bomo počutili, ne? Recimo jaz konkretno kot baby boomer komaj dohajam stvari, ki se na tehnološkem področju dogajajo. Ne? In recimo moja vnukinja je pa prav nesrečna, če ne tipka na telefon in in enkrat se ji posreči, si zapolni in lej. Pa bo boljš za vse ali za določen procent ljudi? Pa v slovanskem svetu smo praviloma nagnjeni k temu, da imamo neko egalitarnost. In mislim, da cel sistem je tako naštiman, ne samo pri nas, če pogledaš ostale države, ravno tako, ex-Jugoslavije ali pa še pol naprej. Ja, bo neki posameznikov, ampak mi nimamo niti enega milijarderja. Slovenci imamo zelo enakomerno distribucijo premoženja in seveda tudi prihodkov, kar je dobro, ker potem je manj ljudi v stresu, ker največji stres je revščina. Američani, kakorkoli zdaj, če gledamo, ali pa Angleži, če hoče preživeti razred, ki ni zgornji srednji razred, mora imeti 2-3 službe, da lahko preživi, kar pomeni, vsi cel dan neki tekajo levo, desno, od ene službe do druge in na koncu utrujeni, soboto, nedeljo pa komaj vdahnejo, da lahko se pripravijo za naslednji ponedeljek. In to izčrpava narod. Jaz bi zdaj prišel v to, rekel, glavno fazo najne epizode, to vprašanje, v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let in če zdaj pogledava z vidika globalne varnosti, mislim, da smo zdaj pogledala vsaj glavne točke, nisva se dotaknila Izraela pa Bližnjega vzhoda, mogoče to lahko vključeva v to glavno vprašanje. Tudi zadnjič si rekel, da napovedovati za 10 let na tem področju, da je znanstvena fantastika, ampak vseeno, recimo, če malo probava pogledati, kako bi se to lahko razvilo, ali pa recimo, kjer se tebi zdi, kako bo izgledal svet čez 10 let z vidika globalne varnosti. Pa bi šel vsaj tako, nekako pesimistično bo optimistično. Verjetno je nekje na sredi. Če ne bo nekih vojn, pa če se vojne zaključijo, definitivno bo naslednjih 5-6 let sledilo obdobje oboroževanja in kazanja mišic, tudi če ne bo vojne. In to z vseh strani. Kitajske, ruske, ameriške, evropske. In potem proksijev. Oboroževanje vedno za sabo potegne manjše stroške na drugih področjih. Ko to bodo družbe čutile, to ne moreš se oboroževati, brez da bi ljudje to čutili. Potem pa jaz močno upam, da vzpostavljamo neko ravnovesje, ki bo tako kot v hladni vojni zagotavljajo nek približen mir na svetu. In v tem ravnovesju se tudi gospodarske poti bodo našle svoj prostor, tako da tudi gospodarsko sodelovanje pa blagostanje ne bi smel zamujati. Po drugi strani pa, če pa pride do vojn, ali pa če se vojna nadaljuje ali razširijo, recimo na območju Evrope, pa če se pojavi nova vojna na Kitajskem, potem je pa zelo težko napovedati, koliko daleč bi ta vojna šla in koliko bi nas to prizadelo. Tako da močno upam, oziroma upam, da bo šlo po mirni poti, da bodo oblikovana neka nova razmerja okrog bipolarnega, torej Kitajci, Američani, zavezniki, Rusi, Evropejci, da se bo našel nek balans, kjer bomo vsi nekako spoštovali pa vedeli, do kam nas rival lahko gre in da bomo v tem varnostnem strateškem okolju tudi znali sobivati, torej gospodarsko sodelovati. Upam, da bo temu tako. Evo, jaz bi zdaj naredil tranzicijo v osrednje vprašanje današnje epizode in to je,
v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let. Ne, mogoče, da kaj ti misliš, kaj bomo delali, Ja. kako bo naša življenja izgledala, a bomo bolj zdravi, bolj srečni. Mislim, zdaj, upanje je seveda, ne, da v bistvu, če gledaš te lepe primere, ne, se pravi, ljudje bomo imeli večji dostop do informacij. Ta trend se že nekaj časa pač dogaja. Ne. Vsa ta tehnologija bo porabljala manj energije, ne, manjša bo. Ne. Zdaj, recimo, zanimiv tudi primer je, ko gledaš čist ChatGPT query, ne, koliko vatov misliš, da ta zadeva porabne. Porab v bistvu tam, ti pomagam, tam 10 do 15 vatnih ur, en query. Ne. Veš, in to v bistvu, če gledaš pač v primerjavi z Googlom, je to 15krat manj kot pa Google Search. Ne. Ful bolj potratno. Ne. S tem, da ko greš v te reasoning modele, ne, to pomeni, da pač ti v bistvu določene queryje boš mogel 10krat, 20krat, 30krat narediti. Tako da v bistvu lahko pol v bistvu se zgodi, da ti, ki gre zdaj te latest reasoning modele narediti, mislim uporabljati, sploh pa ta deep research, ko rab, ne vem, par 10 minut, da ti pač neki ven plune, ne. Ja, tukaj govorimo o stotinah vatov, pa si ti sam nekaj pač vprašal. Ne. Zdaj pa, če to rata bolj decentraliziran, se pravi, da imaš ti to na telefonu, da imaš ti to mogoče povezavo ali z očali ali pa v bistvu z možgani direktno, ne, da so pač te informacije dostopne. Se pravi, idealen pogled bi bil, ne, da pač so ljudje bolj izobraženi, imamo širši pogled na kaj se dogaja, je manj dezinformacij, zato ker imaš pač v bistvu fakte tam. Ne. Pa je to že 10 let, je že tako blizu, da čez 10 let, da je lahko ta povezava z možgani in telefonom. Ta mogoče ne, ampak v bistvu to, da imaš pa v bistvu neka augmented očala, pa definitivno. Ne. Že zdaj ima pač Facebook prototipe, ki so v bistvu malo debelejša navadna očala. Ne. In v bistvu ti zelo lepo pač prikazujejo vse stvari. Ne. Tudi avti, recimo zdaj ta novi primeri, ki so bili na CES-u od BMW-ja, recimo, celo sprednjo šipo ti v bistvu spremenil displej. In ti pa v bistvu že kaže, tukaj pešec ali pa v bistvu mogoče neka slaba vidljivost, ampak ti bo mogoče z lidar detektorjem pač tam detektor, da je pač nekaj tam, ne, in ti bo highlightal. Ne. Navigacijo boš imel od spredi in tako naprej. Ne. Se pravi, vse te pač ključne informacije boš imel od spredi, do tega, da se mogoče pa sploh ne boš vozil. Ampak misliš, da takrat pa, da bomo res imeli če... Jaz mislim, da ja, 10 let je dosti dolg. Jaz sicer sam pač zelo pravim, da Tesla kot firma ali pa ne vem, ljudje, ki se preveč stvarmi ukvarjajo, pač jih bo presenetilo, da mogoče niso toliko nepremagljivi. Ne? Se pravi, da v bistvu dejansko obstajajo druge firme, ki so boljše v self-drivingu kot pa Tesla. Sam da Tesla pač to že prodaja, kada dela že zadnjih 5 let ali pa še več. Ne? Kdo pa je? Kdo pa prednači, naprimer, v self-drivingu? En Googlov spin-off je Waymo. To je pač v bistvu neko podjetje, ki dejansko avto je pač dizajniran na ta način, da ima en kup enih senzorjev, zgor ima kamero, cel pregled. To je pač recimo, če greš kdaj v San Francisco, zelo priporočam, zdaj so odprli pač tudi za širšo publiko in lahko bukiraš. Je pač tak, prav je pač zelo zanimiv experience, ne, da pač v bistvu se ti usedeš v avto, kjer ni nobenega za volanom, ne, in ti pač sam greš. Ne. In to se mi zdi, da to je že dosti blizu. Ne. Tako da ta zadeva 100%, zdaj, kaj bo to pomenilo za voznike, ne vem, vse mogoče eni pač res uživajo v tem, da pač vozijo, ne vem, tovornjak ali pa taksi vsak dan, ampak zares mogoče pa lahko najdejo pač kaj drugega božga. Ne. Ljudje smo že šli čez skup enih teh tranzicij, ne, če že pogledaš 1900, ne, takrat mislim, da je bilo 92% populacije na polju, pa mogoče še malo prej. Zaradi tega, ker pač enostavno pridelava hrane je seveda pomembna, ne, to očitno rabimo, ne, ampak v bistvu še ni bila na takem nivoju mehanizacije, ne, da pač v bistvu si rabo ljudi za to. Ne. Zdaj tam približno 1% do 2% ljudi v bistvu dela na tem področju. In bolj ne, sploh če gledaš pač te bolj moderne, večje kmetije, ne, v bistvu so to ljudje, ki nadzorujejo pač stroje. Ne. Koliko jih bo čez 10 let delal še, naprimer, v taki industriji? Jaz mislim, da na koncu boš vedno imel nekoga, ki bo mogel to nadzorovati. Ne.
Zdaj, lahko da bo to tudi mašina, pa nekdo bo to mašino pač nadzorovati, ampak v bistvu zares manj, no? Definitivno manj. Ne? Zdaj pa, kaj bomo pa najdeli drugega, pa predvsem v bistvu, kar je mogoče zaskrbljujoče, kje boš ti zaslužil denar za to, da boš lahko kupil dom, energijo in hrano. Za življenje, ne? Ja, ne. Kle lahko se zgodi, da bomo mogli najti pač nek nov model. No? Se pravi, ampak ne bo pa univerzalni dohodek. Ja, ampak ni pa to je spet zdaj tako. Ne? Zdaj smo mi na tistem hypu, počasi se bo to zgodilo. Ne? En lep primer, ki ga vedno uporabljam za technology adoption, ne? A veš, e-commerce, kdaj je prišel ven? Ne? 2000, Amazon pa tako naprej. Ne? Koliko procentov nakupov mi delamo zdaj pač prek e-commerce? Pa mislim, da je tam 30 ali pa 40, da ne vem koliko je. Ampak v bistvu trajali 25 let, zelo obvious zadeva, zelo pač veliko stvari je pač v bistvu boljš, niti treba doma zapustiti in tako naprej. Ne? Ampak v bistvu traja ful dolg časa, da pač neka tehnologija pač preskoči. Ne? Je pa res, da lahko pa bi se zgodil hitrejši, recimo, ne vem, primer iPhone, ne? Se pravi, kaj iPhone prišel ven, je bil toliko drugačen telefon, ne? Pa toliko mi rabimo v bistvu neko povezanost, da ti lahko, ne vem, kličeš takoj nekoga ali pa da si dostopen, ne? Da te telefoni mobilni so pa zelo hitri pač, se tudi in prišli, ne? Se pravi, z Nokiami in v bistvu pol zamenjali z iPhone. Ne? Tako da doskrat, če je pač neka rešitev precej boljša, ali pa ne vem, mogoče v našem primeru tudi enostavno nimaš dosti ljudi. Ne? Ne vem, je to zdaj v hospitalityju, je to zdaj pač v zdravstvu, ne? Až bomo pač enostavno bili primorani druge pristope obrati, ki bojo mogoče tudi zelo boljši. Ne? In ljudje bomo tam pač sam bolj za ta človeški tač, ne? Če bomo boljši v empatiji okoli tega. Ne? Ja, kaj misliš, a bomo v povprečju živeli boljše? A bo blaginja večja v povprečju? Jaz upam, da ja. Kar pa se bojim, pa kar je v bistvu vedno pokazala zgodovina, je, da pač v bistvu take tranzicije samo bogatejšim več prinesejo in enostavno pač division je večji. In jaz se bojim, da bo šlo po tej poti. Nimam bene druge točke v zgodovini, kjer bi lahko rekel, da se je zgodilo to, kar bi se meni zdelo, da je prav, ne? Pač, da bi bila pač večja blaginja. Ne? Upam pa seveda, da se ne bo to zgodilo. Ne? Zdaj bomo mogli pač kakšne druge stvari pač spremeniti, da bo to drugače. Ne govorimo o nacionalizaciji in tako naprej, ampak ne vem, kako bi lahko to pač v bistvu naredil. Je to pa neki, mogoče, če gremo tako gledati, ne? AI zdaj, ne? Vsi te modeli so zgrajeni na en kup, na korpusu enega znanja, ki smo ga mi naredili. Ne? Samo da zdaj pač je ena točka, kjer pač enostavno so vsi to sam pobrali. Pa najbolj očitno je pri slikah, recimo, ne, kjer v bistvu ti lahko rečeš, da mi naredi mi novo sliko pa v tem stilu, ne, pa ti bo pač naredil res dobro reprodukcijo tega, ne, ampak nekaj novega. Ne. In zdaj, a je to fair? Ali bi mogli mi reči, da to je od vseh ljudi, da te AI modeli, vse, kar zaslužite, ali pa vse, kar je plusa, ali dajte nazaj to pač ljudem, ne? Ali bo pa par teh oligarhov, ki bojo vladali svetom. Ja, ali pa druga stvar, da bojo pač enostavno rekli, te zadeve morajo biti zastonj in vsem dostopne. Ne? Sam je pač tako, vse veš, kako je technology adoption, veš pač enostavno te bolj zrele države ali pa bogatejše države imajo najprej dostop do tega, ne, veš, in do nove tehnologije, kar ti lahko pripelje do tega, da so pa tudi tuna podjetja ful bolj konkurenčna in lahko enostavno zmagajo na trgu zaradi tega. Jaz bi zdaj se še ustavil na glavnem vprašanju današnje epizode in to je, v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let. Jaz se bojim, da bomo živeli v svetu, ki bo še vedno deloval po logiki ekonomske racionalnosti, kar je seveda zelo slaba novica. In se bojim, da bomo živeli v svetu, ki bo še bistveno bolj surov, kot je to, kar smo zdaj doživeli pri vovalni dvorani ali pa pri primeru Dončić. Ne? Se pravi, še močnejši, bojim bojo še bolj izkoriščali. Veste zakaj? Zaradi tega, ker ne gre zdaj za to, da bi mi ne vedeli, kaj je treba narediti. Ne, mi to vemo, že zdavnaj vemo. Ko sem jaz Lučko Kafež Bogataj vprašala, kaj si zdaj ona misli pač o teh podnebnih zadevah, pač včasih na kakih konferencah sediva skupaj in sva sedeli tudi skupaj, ko smo ustanovili to Akademijo za trajnost in razvoj Slovenije.
je ona pa sem jaz jo vprašala, Lučka, dajte mi vi povedati, vi mislite, da vsi ti argumenti, pa vse to znanje, pa vse to bo kaj pomagalo? Ona je rekla ne. Ona je meni rekla ne. Jaz mislim, da se bodo stvari spremenile šele takrat, ko bo proizvodna hrane zaradi uničenega okolja postala tako draga, da bo to postal ekonomski strošek. Ne, se pravi, ko bo pač nazaj po logiki ekonomske racionalnosti nas darilo tisto, kar imamo zdaj zastojn, ne? Ko ne bo več zraka, ki bo zastojn, ko ne bo več rodovitne zemlje, ki bo zastojn in tako naprej, ne? Razumete, ne? Zdaj, kakšen svet bo to? Ko ne bomo imeli več za jesti. Ja, tako je. Kakšen svet je to, ne, niti vi, niti jaz ne bi rada v tem svetu živela, verjamite mi, ne? Ampak se bojim, torej tudi ona, ki ni družboslovka, ne, pač vidi, da je problem ne v tem, da mi tega ne vemo. Vse ona to na vsaki konferenci vedno znova pove, kako je s to zadevo, ne? Pa Plut to govori, pa jaz to govorim, če zdaj pač za Slovenijo povem. Ampak kaj to kaj pomaga? Seveda ne. Ne? Gospodarska zbornica je zdaj povedala, da naj se slovenski proizvajalci, pač industrija naj se preusmeri iz tega, da je podizvajalec nemške avtomobilske industrije preusmeri v vojaški sektor, ker je vojaški sektor najhitreje ekonomsko rastoči sektor. Ne? In zdaj je to kao neutralna informacija. Kakšna neutralna informacija je to? Razumete, vojaški sektor za to, da lahko preživi, rabi vojne. To pomeni, vojaški sektor za to, da lahko preživi, mora ubijati druge ljudi. Ja? In to zdaj naša formalna politika govori. In to je zdaj neutralno sporočilo. Mislim, ja, zdaj ljudi, ki ne razumejo, je neutralno sporočilo. Ne? In zato pravim, ni problem, da mi ne vemo, zakaj gre. Problem je, da nimamo akterjev. Veste, jaz vedno rečem mojim študentom, mi bi danes rabili prvo internacionalo. To se pravi mednarodno zvezo tistih, ki so v tem družbenem globalnem sistemu resnici eksploatirani, da bi oni dejansko uskladili svoje aktivnosti. Zdaj tu ni treba izvajati revolucije, tu je treba samo en mesec ne hoditi v službe pa v trgovine, pa bo sistem propadel. Ne, ni zdaj treba nobenega klanja na cestah več. Ne, stvar je pripeljana tako daleč, da zdaj to več ni potrebno. Ampak dejstvo je pa, da seveda vi morate vedeti, da tega akterja nimamo. Ne? A veste, danes pač vsi ljudje, celo ljudje, ki pač pridejo iz neevropskih držav na zahod, oni pridejo zato, da bi imeli boljši avto pa boljši mobitel. Ne? Razumete, kaj to pomeni? To pomeni, da če mi daš ti malo več dobrim, sem jaz zadovoljen, pa me nič ne zanima, kakšna je družbena, socialna, ekološka in kakršnakoli druga cena za to, da pač imam jaz te neumne igračke. Ne? Ja, torej bolj pesimističen pogled. Jaz žal nimam, bi rekla, jaz bi rada bila optimist, ne? Rada bi bila optimist. Zelo, ne? Ker pač jaz, ko gledam mislim, jaz imam za razliko od številnih ljudi, ki se ukvarjajo z študenti, svoje študente rada. Ne? In jih imam rada na način, da si včasih kak študent to celo narobe razlaga, pač ne, da se zdaj tu neko materinsko ljubezen izkazujem do njega, sej kakšno imam pa jaz pravico, da to zdaj prakticiram, ne. Jaz imam te študente rada in ko si jaz pravzaprav zamišljam, v kakem svetu bodo oni živeli, ne bi jaz rada živela v takšnem svetu, čisto zares, tudi vi ne bi. A pa mislite, da bo kaj dobrega, oziroma bo kaj bolje čez 10 let? Ja, veste kaj, jaz mislim, da verjetno bolje bo to, da bodo pač neki tehnološki problemi, ki se nam danes zdijo nerazrešljivi, mogoče zelo enostavno razrešljivi, ne? Neke bolezni, ki jih danes ne znamo ozdraviti, bodo mogoče zelo enostavno ozdravljive, ne? Mislim, ne? In tako naprej. Mislim, ta del bo verjetno boljši. Seveda vprašanje je pa, kdo si bo lahko ta zdravila privoščil, ne? Ne, to je zdaj vprašanje. Tako je že danes to vprašanje. Se veste, da pač imamo te redke bolezni, so zdravila na zahodu in potem kaj zdaj delamo Slovenci? Jaz zbiramo denar, da se ta otrok lahko recimo zdravi na zahodu, ker pač ne, drugače mu ta zdravila niso dostopna. Ne? Se pravi, verjetno znanje bo napredovalo, o tem jaz nimam nobenega dvoma, ne? Čeprav pač večina družboslovja je danes v resnici
pravzaprav ideološko orodje kapitala in je to, kar oni govorijo, čisto neuporabno in lahko pozabimo, da bo kdajkoli imelo kakršenkoli, bi rekla, resen učinek na kumulacijo znanja. Ampak znanje je kumulativno, ne? Ono se veča. In v vsakem primeru bo ta kumulativno znanja imela neke pozitivne, vse potenciale, ne? Če tudi že ne konkretne družbene uporabe, kar je seveda dobro. Ne? Okay. Ampak mislim, zato, da bi pa ta potencial, ta dober potencial bil dejansko praktično uporabljen, ne? Ali pa uporaben, no, kakorkoli hočeva, pa moramo spremeniti družbo. Ne? Znotraj sodobnih zahodnih neoliberalnih kapitalističnih družb to ne bo nič pomenilo. Razen pač, da bodo nekateri ljudje imeli še večjo moč in bodo še bolj blazneli, kot zdaj recimo Putin in Trump blaznita. Ne? Tako da pač to zdaj, ne, to je tisto, kar sem rekla, ne, pač to, kako tehnologijo uporabimo ali pa znanje, je odvisno od družbenih odnosov. Ne. V resnici kot človeštvo je naš temeljna domača naloga spremeniti družbo. Ne? In družbe je treba spremeniti nazaj v socialno-racionalne družbe. Ne? Zato sem rekla, da bom napisala knjigo v angleščini For Socialism, torej za socializem, ker to v slovenščini tako nima smisla pisati, ampak ne, zato ker tam lahko računaš, da bodo bralci, ki bodo razumeli, da ne gre zdaj za politično propagando nekega, bi rekla, političnega sistema ali pa stranke ali pa nekega programa, ampak da gre za preprosto nujnost, da mi moramo preiti na socialno-racionalno delovanje, sicer bomo pogubili sebe, planet in vse druge, ki pač so še tukaj. Mogoče 1% bo preživel, ne, ker bo dovolj bogat. No jo, to je mogoče naloga za naslednjih 10 let, da naredimo kakšen korak v to smer. Ja, imamo še več nalog, ja. Jaz mislim, da nalog imamo dovolj, samo moramo se premakniti iz cone obdobja. To mislim, da je pač tako, ne. Ja. Evo, dr. Kajfež Bogataj, prišla sva do osrednjega vprašanja. V kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let? No, kot rečeno, svet, ki bo toplejši, ki bo seveda imel mogoče opravka z ekstremnim vremenom vsak teden, ne, če smo zdaj navajeni, mogoče enkrat na mesec. V svetu, ki bo seveda zaradi tega, ker zdaj govoriva hrana dražja, recimo 20%, kjer bo zavarovalnina dražja, ne, ker seveda zavarovalnice dobro vedo, ne, ker pomeni seveda, da bo tudi naš proračun, če ga tako rečemo, okleščen, ne, zaradi tega. Čez 10 let je žal, ne bo razlike med ljudmi nič manjše. Ne. To se pravi, če imamo danes 12% v Sloveniji revežev, ne, oziroma pod pragom revščine, pa mogoče 1% bogatih. Ne. Tist 1% bogatih bo ostal bogat, mogoče bo še bogatejši, ne. Medtem ko tistih 12% verjetno bo postalo čez 10 let kakšen 2-3% več. Ne. Tako da svet, v katerem nam ne bo boljš, ne, pa bi bilo lahko, ampak nam bo dejansko slabše. Ne. Če seveda vmes ne pride do nekega spoznanja, no, da so na svetu še kakšne druge rasti, ne samo ta materialna, ne ta, bi rekla, rast, ki nasili v potrošništvu, ampak mogoče, da so rasti, kjer lahko neomejeno rastemo v športu, v kulturi, v spretnostih, v znanju, ne nazadnje, v taki čuječnosti. Danes imate celo vrsto pojmov, ki jih včasih niti ni bilo in ki lahko določene ljudi popolnoma usrečijo, ne, da bi pri tem okolje treba bilo zapacati ali pobrati ali kaj podobnega. Ne. Tako da malo na to računamo, ampak težko pa, no, da bi bila danes 10 let problem, o katerih sva govorila, rešen. To pa mislim, da ne bo. Pa mislite, da bomo na boljši poti čez 10 let do rešitve tega problema ali ne? Ja, jaz iskreno upam, da ja, no, ker mlada generacija, ki je danes brez možnosti vplivanja, bo takrat imela volilno pravico, bo imela boljšo izobrazbo, kot jo ima naša. Ne? In če jih ne bojo nekako družbena omrežja popolnoma dezorientirala, kaj je v življenju važno, ne? Prihaja neka nova metla. Ne? Tako da to pa je tisti optimistični nastavek. Ne? In mogoče tisti 80-letniki, ki danes krojijo, ne, življenje bo čez 10 let v penziji.
Okay. Na mladih svet stoji. Torej. Ja, dobesedno obstane, ne samo stoji.